Župan občine Gorje Peter Torkar, preselila sva se iz Krnice v Spodnje Laze, kjer se tudi nadaljujejo dela, v glavnem so že kar končana. Kaj vse je bilo postorjenega na tem področju? No, na tem območju lahko rečem, da je bila cesta v zelo, zelo slabem stanju. Sam vodovod je bil tudi problematičen in tudi vsako leto nam je predvsem v zimskem času se zgodilo kar nekaj defektov. V tem območju, ker smo znotraj naselja, v preteklosti ni bilo urejene tudi javne razsvetljave. In pa glede na slabo stanje ceste in pa, bom rekel, raziskave, kaj je posledica in kaj je vzrok te slabe ceste, je bil tudi, bom rekel, ogromno zaledne vode in pa pritiskov vode na ta del vozišča in posledično je bilo tudi zelo slabo vozišče, tako da smo na tem odseku 600 metrov uredili drenažno vodo, torej zemeljske vode. Uredili smo tudi nov vodovod, uredili smo novo javno razsvetljavo in pa vsa terena smo tudi ojačali z opornimi zidovi, kot ga vidimo na tej strani, in pa preplastili kompletno cesto v dolžini 600 metrov. S tem smo, bom rekel, zaključili prvi del obnove oziroma koriščenja sredstev iz zakona Triglavskega narodnega parka, torej 10. in 11. člen. Bomo pa v roku enega meseca začeli graditi nedaleč od tukaj na Zgornjih Lazah tudi en podoben odsek 600 metrov, bomo ravno tako rekonstruirali cesto, kot smo jo tukaj, in pa vso infrastrukturo, ki je bila tudi tukaj, umestili tudi pod tisto cesto. Torej gre za vrednost projekta je približno 300 000 evrov. Izvedba je trajala nekaj več kot 2 meseca in pol. Trenutno potekajo zaključna dela, torej nasipanje bankin in pa prilagoditev vseh uvozov do hiš in predvidevamo, da bomo v dobrem tednu tudi ta dela na tem delovišču zaključili. Glede na to, da dela potekajo, pa je cesta odprta? No, cesta se je pravzaprav za prevoznost odprla včeraj. Trenutno potekajo zaključna dela, kot rečeno, pa mislim, da ni težav, da pravzaprav ljudje ne bi prehajali čez to cesto, čeprav je še delovišče, pa vendarle se zaključujejo le zaključna dela. So pa gotovo krajani veseli, da je ponovno narejen nov asfalt, javna razsvetljava in vse tisto, kar sodi zraven. No, tukaj lahko rečem, da je velika modrost in pa odgovornost vseh občinskih svetnikov in pa svetnic. Nenazadnje sem tudi predlagal zaradi slabe infrastrukture, da se ta infrastruktura tudi zagotovi na Spodnjih Lazah, torej tudi na Zgornjih, zato da se krajanom, občankam in občanom zagotavlja boljšo kvaliteto bivanja in zagotovo smo s to investicijo to tudi storili.